Gospod Simčič, kako vi kot akademik in literat gledate na resnico in umetnost? Kako kot človek gleda na problem resnice? Najprej človek mora vedeti, kakšne funkcije gleda na to problem. Človek je literat, človek je tudi politično bitje, o politiki sem torej, če hoče normalno živeti, mora biti vsaj deloma, če že ne profesionalni zgodovinar, pa vsaj amater. Tukaj sta dva pogleda, zgodovinar je 100% od začetka do konca prisiljen, da išče samo resnico. Zdaj en literat, mislim, ki piše zgodbo, ki si čisto zmišljeno, ali umetnost stvarjeno, tam je malete, da baza je valer, bonum, verum, fulcrum, so pa tri komponente, dobrega, resnice in lepega. Kar pri zgodovinarju ne pride, pošto lepo ni lepo, to je dolžan pač povedati resnico. In tukaj zdaj pride doskrat do enega spora, ker ne gre za to, da pisatelj laže, dovolj, da je pisatelj premalo informiran. Lahko sprašli, da je nepošten, lahko s svojim pisanjem strahotno škodi resnici. Pustimo zdaj, bomo šli na čase, ko mene ni bilo v domovini, pred 40-50 leti, je bila vsa literatura, bila pač nek ustvarjenega mita, črno-bela, ki je danes skila, niti kot star papir, če bi jo hoteli vrati, težko da vidite. Ampak je strahotno pokvarila psiho celega naroda za desetletja. Pa tudi danes so skušnjave. Pa ne morda zdaj na nasprotni strani, da ne bi mitizirali pa svoje situacije. Ves problem je, da brez resnice, zgodovina za sploh, to je izhajišče, tudi resnična umetnost ne more živeti. Kajti to ni samo veritas kot faktno, je tudi resnica in potencija. Tudi če si izmisliš, ne sme biti samo možno, mora biti verjetno, to se reči pa nekaj, kar je bilo možno, da to res. In tam je ves diapason tega pogleda, zgodovinarja pa literata na resnici. Za katero knjigo v zadnjem letu bi vi rekli, da ima vrednost z tega vidika, z vidika resnice, bi katero izpostavili v Sloveniji? V slovenskem ali v svetovnem pogledu? Lahko oboje. Torej, v svetovnem verjetno bi šla izvori totalitarizma ali pa trg civilizacij. V našem, to sem normalno razmišljal, ko sem nekaj z mladimi ljudmi govoril, je pa zanimivo, zdaj, da ne bom delal propagande za družino, ampak najbolj zanimive knjige so šle pri družini. Prvič ravno prej omenjena ta poročilo o teh zakritih grobiščih, ki je nekaj strahotnega, koliko bo imela odmeva, to družina založba ne mora pač vplivati. Druga, pred kratkim, ki je takoj šla skušala iz mimo tega, je knjiga, ki je šla pri družini o Gregorju Rožnju, dokumentacija, kaj se v resnici zgodilo. Ker moram priznati, jaz sem kristjan. In sem bil tudi jaz celo marsičen zaveden glede politike škofa Rožnja. Sedaj se šele skazuje, da je to velik človek. Naj govorijo, ni bil politik, se tudi ni bil postavljen za politika. In tretja knjiga, ki bi to zgodila pozornost, je pa ena knjiga, ki morda trenutno ni usodna, niti ne prebuja stvari. To je knjiga, ki ste jo tudi omenili, tukaj vešla, knjiga o dr. Janku Kralju. Ker to je baza za vse politike, če bomo sploh existirali kot narod, kot država, kaj pomeni res biti politik. In tam not je gradiva za 10-letne študije. Te stvari mislim, da bilo najbolj, da se stopale za me.